des Müdes ist das Wandern. Das muss ein schlechter Wille sein, dem niemals fehlt das Wandern, nein, das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, die stets auf Wanderschaft bedacht. Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das sind wir auch in Reden, ach, in Reden. Das sind wir auch in Reden, ach, in Reden. Die gar nicht mehr stille stimmt, die sich beim Tag nicht müde bringt. Die Reden, die Reden, die Reden, die Reden. Die Steine selbst so schnell sind die Steine. Die Steine selbst so schnell sind die Steine. Sie tanzen mit dem bunten Rhein und wollen gar noch schneller sein. Die Steine, die Steine, die Steine, die Steine. Wander, wander, meine Lust, o wander. O wander, wander, meine Lust, o wander. Herr Meister und Frau Meisterin, lasst mich in Frieden weiterziehen. Und wandern und wandern, und wandern und wandern. Ich hört ein Bächlein rauschen, wohl aus dem Felsengrün. Hinab zum Tal rauschen, so frisch und wunderhell. Ich weiß nicht, wie mir wurde, nicht wie der Rat mir ab. Ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab. Ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab. Hinunter und immer weiter und immer dem Wache nach. Und immer frischer rauschte und immer heller der Bach. Und immer frischer rauschte und immer heller der Bach. Ist das denn meine Straße? O Bächlein, sprich, wohin? Wohin, sprich, wohin? Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Was sag ich denn vom Rauschen? Was kann mein Rauschen sein? Es singen wohl Liesen tief unter ihren Reihen. Es singen wohl Liesen tief unter ihren Reihen. Das Singen gesell das Rauschen und wandre fröhlich nach. Es ging ja Bühnenrede in jedem klaren Bach. Es ging ja Bühnenrede in jedem klaren Bach. Das Singen gesell das Rauschen und wandre fröhlich nach, fröhlich nach, fröhlich nach.
Lepo pozdravljeni v galeriji Družina na odprtju razstave Popotni likovni spomini slikarke Marte Jakopič Kunaver. Nastopila sta in v nadaljevanju večera še bosta Lukas Samoza Osterc bariton in Žarko Ignjatovič na kitari, samospevi iz cikla Lepa mlinarica Franca Schuberta. Iskrena hvala. Marta Jakopič Kunaver je vsestranska in angažirana umetnica, solopevka, pesnica, esejistka, arhitektka, oblikovalka in slikarka. Rojena je bila leta 1942 v Ljubljani, kjer tudi živi in ustvarja. Deluje kot svobodna likovna umetnica na področju profane in sakralne umetnosti. Svoj opus je predstavila že na več kot 200 samostojnih in skupinskih razstavah, doma in v tujini, med drugim tudi v naši galeriji. Tako na samostojni razstavi, kot tudi na skupinskih. Marta Jakopič je poznana tudi po dobrodelnosti, saj je donirala slike več organizacijam in za različne namene, od Slovenske Karitas, šol, bolnišnic, domov za starejše, za kar smo ji tudi mi izjemno hvaležni. Sedaj pa k besedi vabim dr. Andreja Dobleharja, avtorja te razstave, da nam predstavi slikarko in nocojšnjo razstavo. Prosim. Lepo pozdravljeni, v veselje in čast mi je, da lahko danes spregovorim o slikarki Marti Jakopič Kunaver in njeni razstavi, ki smo jo pripravili ob 80-letnici življenja. Včasih gledamo na te prelomne trenutke ali pa prelomne letnice v posameznikovem življenju, rečemo 18 je samostojnost, 50 je neka zrelost, 80 je pa morda priložnost za nek rezime, za nek pregled nad življenjem, sploh pa nad ustvarjalnim delom umetnikov. Morda bi lahko rekli, da Marta Jakopič Kunaver je seveda stalna gostja te galerije, hkrati pa je tudi pred 10 leti doživela izdajo monografije Cvetoče mesto, ki je gotovo prinesla nek izbor, nabor in celostno predstavitev Marte Jakopič Kunaver kot umetnice, kot likovne umetnice, slikarke, hkrati je bila pa tudi opremljena z njenimi pesmimi, haikuji, torej je segla še onkraj njenega likovnega ustvarjanja. Slišali smo, kako je Marta Jakopič Kunaver bila in je še deloma na različnih področjih prisotna, dejavna, aktivna, angažirana. Treba je poudariti, da je po osnovni izobrazbi arhitektka. Doma so rekli, slikarstvom se nekako ne da preživljati, zbrala si drug umetniški poklic, morda seveda bolj projektantski, tudi tehnični, ampak vendarle je ona sama videla v arhitekturi tudi likovno možnost izražanja. Že kot študentka in potem v prvih tistih letih, ko se je posvečala temu arhitekturnemu delu, je izbrala ne načrtovanje stavb ali pa večjih urbanističnih projektov, ampak recimo oblikovanje plakatov, knjig, notranjih interierov in nedaleč od tukaj je zelo lepa kapela oblikovana in likovno opremljena po načrtih Marte Jakopič Kunaver za šolske sestre na Strmem potu, tukaj pod gradom. To je en takšen primer nekega celostnega oblikovanja v sakralni umetnosti. Slišali smo, Marta Jakopič Kunaver je bila esejistka, pesnica, solopevka, sopranistka, sodelovala je med drugim tudi kot koncertna sopranistka z zborom Konzorcium Musicum in ob intervjuju, ki je bil ob 80-letnici na Radiu Ognjišče, smo lahko seveda tudi slišali del njenih posnetih nastopov v Slovenskem božiču, ki ga je zbor Konzorcium Musicum posnel in izdal na plošči pred mnogimi leti. Ko rečem pred mnogimi leti, Marta Jakopič Kunaver še danes ustvarja, kar je izjemno pomembno in dragoceno, ampak njeno ustvarjanje je seveda dolgoletno. Na začetku je delovala kot arhitektka, vendar se je kasneje preusmerila, lahko rečemo, skoraj ekskluzivno v slikarstvo. Gotovo arhitektura z gradnjo prostora, z kompozicijo, z ritmom, tudi svetlobo
ima mnogo skupnega z slikarskim delom. Seveda se tudi arhitektura izraža z barvo, vendar je slikarstvo tisto, ki ga je Marta Jakopič Kunaver pravzaprav popolnoma posvojila in osvojila. Študirala, vpisala je specialko pri akademiku profesorju Andreju Jemcu na Ljubljanski akademiji, kjer je še dodatno pač izpilila svoje neko znanje, čeprav že skoraj anekdotično, da je profesor Jemec rekel, da glave pa vam ne bom obračal nekaj takšnega, ne. En tak zanimiv stavek, ki priča o tem, da je že na specialko prišla kot že izdelana umetnica s svojim likovnim jezikom. To je bilo nekje tam v sredini 80-ih let, ko je slikarstvo v njenem življenju in njenem umetniškem izražanju prevladalo. Zdaj, če povežemo seveda ta arhitekturni del s slikarskim delom, se mi zdi zanimivo in potem je Marta Jakopič Kunaver seveda najbolj prepoznavna. Ta spoj se je najbolje izrazil v sakralni umetnosti. Bila je predstavnica generacije sakralnih umetnikov, torej umetnikov, ki so delali za slovenske cerkve in so nastopili tam v sredini 80-ih let preteklega stoletja. Če se spomnimo na Marka Ivana Rupnika, Veselko Šorli-Puc, Mateja Metlikoviča, Lojzeta Čemažarja in še druge, je Marta Kunaver gotovo ena tistih, ki so to gibanje najbolj zaznamovali. Zakaj rečem gibanje? To so bili umetniki, ki so nekako nasledili po nekakšnem tudi premoru časovnem velikega slikarja Staneta Kregarja, duhovnika, ki je v povojno umetnost vnesel seveda neke pionirske prvine na področju posvetnega slikarstva in tako cerkvenega. Bil je pionir moderne cerkvene umetnosti v različnih tehnikah in ta generacija, ki jih je bilo pa seveda več in so se lahko posvetili tudi različnim naročilom, vsak po svojem izrazu. Ta generacija, lahko rečem, da je nadaljevala Kregarjevo začeto delo in seveda izpeljan velik opus. Hkrati ga je pa v nečem nadgradila. Ta generacija, ki je za cerkve delala v 80-ih letih, pa potem 90-ih in naprej, je pomembna potem, da tega dela niso samo realizirali, ampak da so ga tudi popularizirali z razstavami in pisanjem. Recimo, Tretji dan je bil en tak časnik oziroma revija, ki je bila zelo pomembna tudi za uveljavljanje idej ne samo na nekem teološko-verskem področju, ampak tudi kulturno-likovnem. In Marta Kunaver je bila del te skupine. Pomembno se mi zdi to, da je združila seveda znanje z arhitekturnega področja in slikarsko-likovnega področja. Torej dve pomembni znanji, ki so ta znanja, ki so pomembna za neko celostno realizacijo, ki povežejo torej prostor in likovno izražanje. Številne cerkve je opremila pomembne cerkve, tako starejše, med njimi Plečnikovo svetega Frančiška v Šiški, pa Plečnikovo cerkev na Rakeku, pa vitraje, po katerih je najbolj znana, delala je pa tudi v drugih tehnikah za cerkve, torej barvna okna v Beli cerkvi, na Vitovljah, v Šentvidu pri Stični, če naštejemo samo nekaj teh realizacij, pa mozaik na Sveti Gori nad Gorico, pa osnutki za cerkvene paramente, torej za mašna oblačila. To se mi zdi vse pomembno, vsaj delno našteti, zato da se vidi, kakšen je bil razpon tega dela po Sloveniji in kakšen je bil razpon tega dela kot v tehničnem ustvarjalnem smislu. Zdaj, skratka, pri Marti Jakopič Kunaver gre za to dvojnost med sakralno umetnostjo in posvetnim slikarstvom. Ni bila, kot velikokrat samo poudarjajo, samo cerkvena slikarka, seveda v navednicah samo, ampak je delala pravzaprav v širokem naboru likovnih motivov. To so v bistvu krajine vedute, portreti in avtoportreti, tihožitja, potem figuralni in žanrski prizori. In zanimivo je, da je vsem ohranjala neko spontano slikarsko potezo ter kolorit. To sta, se mi zdi, največji in najbolj značilni potezi njene umetnosti. Torej izjemna barvitost in izjemna spontanost likovnega izraza. Ko smo se spraševali, razpravljali o tem, kaj bi izbrali za to razstavo,
smo rekli, najbolj poznana je seveda po angelih, vendar je angele predstavila morda na največ razstavah. Angeli so tudi tisto, kar povezuje sakralni in posvetni pol njenega slikarstva. To niso zdaj cerkvene podobe v smislu opreme cerkva toliko, ampak v bistvu neki božji glasniki in spremljevalci, bolj namenjeni za domove, dnevne sobe, spalnice otrok. To je tisto spet eno od področji, kjer se njeno delo prepleta na področju posvetnega in sakralnega. Torej širok nabor motivov, iz katerega smo želeli črpati, je bil gotovo eden od izzivov za postavitev te razstave, vendarle smo se odločili za neko posebno temo, namreč in tudi naslovili razstavo kot popotni likovni spomini. Gre za simboliko seveda realnih poti, ki jih je umetnica z možem, svojo družino obiskovala, naredila v svojem dolgem življenju. Zelo rada je potovala in obiskovala tudi kraje na Bližnjem vzhodu, ki so z neko posebno orientalno slikovitostjo zaznamovali njeno življenje, dojemanje in delo, in številne druge kraje v Sredozemlju, kar je gotovo odmevalo tudi v njenih slikah. Še posebej ljuba pa je Slovenija in v bistvu Slovenija, ki se odraža tako v pesniških podobah kot v likovnih vedutnih podobah. Še en od motivov je zanimiv in znamenit, motivi pesniških verzov, Prešerna in drugih pesmi, ki jih je združila v likovne podobe, Dežela Kranjska recimo, ali pa Gradove svetle zidovske oblake sta samo dva taka verza, ki sta z pesniškim jezikom inspirirala njeno slikarstvo. Izbrali smo nekaj nad 50 slik, različnih formatov in različnih tehnik. Tukaj v tem prostoru sta dve večji platni, akrilna platno, spomin na Gaudija, ki ravno govori o tem, da so njene poti odmevale tudi v njenih likovnih realizacijah. Spomin na pravljico Za nami. V predverju nas je pa pozdravila, lahko rečem, velika slika Mila ptica moje mladosti. To je pa ravno tisto, kar je slikarka ob postavitvi poudarila, da je to tisto njeno celo življenje, skrito in naslikano pravzaprav v miniaturni obliki na velikem platnu, in življenje je seveda sestavljeno iz mnogih drobnih dogodkov, ki oblikujejo celo življenjsko sliko, oblikujejo to celo pot. Potem smo pa izbrali še vrsto drugih slik manjšega formata, ki so naslikana kot akril, mešana tehnika na papir ali pa tapeto, tudi potem je značilna. In zanimivo je, da vse izražajo nek tak veder, svetel značaj, čeprav bi morda po nekih naslovih, ki smo jih tudi citirali v katalogu, recimo Nostalgija, Spomin na pravljico, Pred nevihto, Na robu mesta, Spomin, Šmarna gora z druge strani, Primorska z drujem, Polarni siv, Bogastvo vode, Hiša Marije pomočnice, Veselo popoldne, Pozdrav s Paga. Torej, to so naslovi, ki pričajo o nekih krajih, ki so v njenem čustvovanju, v njenem življenju pustili nek pečat. In seveda pričajo tudi o odnosu do časa, prostora, ki pa ni, ne glede na naslove, nostalgične, morda nekoliko zasanjanje. Ta odnos ni resigniran kot neko svetobolje, ampak je vedno pozitiven, kar se tudi kaže v slikarski potezi in se mi zdi, da odseva tudi neko naravo umetnice. Zdaj, mi govorimo seveda o različnih načinih izražanja v likovni umetnosti. Zdaj, v Sloveniji je seveda bil prisoten tako imenovani temni modernizem, za sliko, ki je vzpostavila tisto neko osebno, morda bolj ekspresivno, temačno vzdušje in dojemanje sveta posameznih umetnikov, pa ne samo v Sloveniji, tudi drugod. Zdaj, seveda, nek drug pristop je pa tisti veder, dekorativen, seveda ne v slabšalnem smislu, ampak v obvladanju pravzaprav
forme, oblike, barve in sporočilnosti. Dobra dekorativnost, žlahtna dekorativnost mora vse to seveda tudi obvladovati. In ta linija se pa v evropski umetnosti seveda pokaže v velikih imenih, kot so Paul Klee, Marc Chagall, potem tudi Hundertwasser. Hundertwasser tako v slikarstvu kot arhitekturi, Gaudí, Antoni Gaudí v španski umetnosti, pa zlasti v arhitekturi. Torej, te umetniki so gradili na močnem barvitem izrazu, potem na nekem poenostavljenih formah, potem geometriziranju posameznih oblik, kar daje neko posebno ritmičnost, potem po nekih obrisih, ki zaznamujajo posamezne podobe, po barvi, ki je večkrat ploskovita in ni realna, ampak je osebni, likovni, umetniški izraz nekih občutij. Potem tudi po kolažiranju, kjer umetnica dodaja neke materiale, vrisuje neke arabeske ali pa z gosto potezo dosega torej vtis nekih arabesk. Potem se mi zdi, da je v tej množici nekih detajlov, ki jih vidimo, vendarle gre za kompozicijo, ki je dovršena, in to je ena posebna odlika, kako pravzaprav to množico vsega na slikah oblikovati na način, da je celota dovršena in likovno tehtna in zaokrožena. To se mi zdi, da je pomembno poudariti pri umetnosti Marte Jakopič Kunaver in seveda tukaj nekoliko poenostavljeno primerjam z temi velikimi imeni, neke enake linije slikarstva, torej te vesele, svetle, živahne, dekorativne smeri. Torej, ta fantazija, ki je potrebna za to vrstno slikarstvo, mora biti izjemno močna in te fantazije Marti Kunaver nikoli ne zmanjka. Če pogledamo pravzaprav preko 50, pa še nekatere smo mogli izločiti zaradi prostora, še vrsto jih ima seveda doma, preko 50 del, nobeno od teh del, vedut in krajin ni bilo objavljeno v omenjeni monografiji, kar je seveda posebna dragocenost, in vrsta teh del na tej razstavi je predstavljena prvič. Ampak če pogledamo izvirnost vsake slike posebej, je posebej zanimivo, da ne glede na to, da smo postavili recimo v preddverju recimo en del, kjer so morski motivi. Tam so neki motivi, ki bi sodili, pravljični motivi, ki bi sodili pri vhodu v recimo kakšno lepo otroško slikanico, ne. Potem so motivi recimo Šmarne gore, ki je tako ljuba tukaj recimo, in motivi otokov tam Slovenije, oljk, ne glede na množico motivov, v nobenem ne najdemo nekega ponavljanja, vedno je izraz, čeprav morda smo jih umestili na podoben način izvedene slike, tako slogovno kot barvno smo umestili v neke sklope, vendarle je pa to značilno, da se slikarka ne ponavlja in je vselej izvirna in to je tudi ena velika dragocenost. Tudi če slika množico angelov, tudi če slika v ciklih množico vedut, se nikoli ne ponavlja. Tudi če slika recimo znotraj vedut, recimo otoke, morje, jadrnice, pak, se tudi tam ne ponavlja. In se mi zdi, da ta spontanost, ta pravzaprav vedno iskanje nekega novega izraza je neka posebnost. In ta spontanost se mi zdi, je pomembna. Mnogokrat so tudi za te citirane velike umetnike rekli, da se približujejo otroškim slikam. In to je zanimivo, to spontanost imajo otroci v sebi in neko elementarnost, ki jo tudi vidimo pri Marti Jakopič Kunaver. Kdo bi kdaj rekel celo naivnost, ampak to ni naivnost v tem smislu otroškem ali pa naivnost v smislu naključnosti ali pa nedodelanosti slike, ampak gre za to dodelanost, gre za to spontanost, ki pa seveda je likovno dodelana v barvi, kompoziciji, ritmu. Zdaj, če sem rekel na začetku, da je 80-letnica ena taka prelomnica in več kot
lahko rečem, skoraj 40 let ustvarjanja na likovnem področju, še daljše obdobje ustvarjanja na arhitekturnem področju, pa še hkrati na drugih področjih, lahko potegnemo neko črto. Zdaj, Marta Jakopič Kunaver je velikokrat gostovala v galeriji Družina, pa v drugih galerijah, Lična hiša v Ajdovščini, Ars Sacra v Mariboru, potem galerija Krka Strunjan, pa še mnoge galerije druge, ki jih lahko imenujemo manjše, nišne galerije, ampak zato nič manj pomembne. Če sem rekel, da je bil sploh v tem nekem obdobju njenega ustvarjanja bolj v ospredju, v vrhu slovenske umetnosti ta temni modernizem, pa lahko rečem, da je kasneje se zelo uveljavila umetnost, ki je družbeno kritična, ki tudi govori in na svoj likovni način, vsaj naj bi, umetnost vsakršna, ne samo likovna, tudi gledališka, literarna, to našo stvarnost, ki je seveda tudi družbena politična, zrcalila, vendar na umetnosti lasten način. To vedno poudarjam. In to je en del umetnosti. Večkrat se poudarja, da umetnost je prava tista, ki je družbeno-politično aktivna, ki je celo politično angažirana, ampak pravim, seveda, en del umetnosti je tak, drug del umetnosti pa je seveda tudi namenjen okrasu različnih prostorov, potem izpolnjevanju ali pa slikanju različnih motivov. Zdaj, če je na eni strani umetnost tudi, kar je tudi že del umetnostne zgodovine v obliki performansa, v obliki instalacij, je seveda še vedno prisotno ali pa spet morda prisotno tudi z aktualno razstavo v Moderni galeriji slikarstvo v klasičnem oziru, torej štafeljno slikarstvo, slikarstvo, ki se izraža na platnu, na papirju, v klasičnih likovnih tehnikah in tudi v klasičnih ikonografskih motivih. In zato smo želeli pokazati, da ne samo slikarstvo določene generacije, slikarstvo določenega likovnega izraza, ampak tudi predvsem delo Marte Jakopič Kunaver ima mesto v slovenski umetnosti, da je to mesto legitimno, da je to mesto kakovostno in s to razstavo kažemo, prikazujemo izbor vedut in krajin. Seveda je pa njeno delo toliko širše in kaže prisotnost, ki nikoli ne bo pozabljena in izbrisana v slovenskem cerkvenem slikarstvu. V vseh pogledih pa vidimo neko ustvarjalno energijo, veselje in to je tisto, kar Marti želim še naprej in ji tudi voščim še enkrat za 80 let. Gospa Marta, bi želeli kaj dodati? Ja, Andrej, hvala. Gospa Marta, izvolite, če bi želeli kaj dodati. Andrej se je zelo lepo sprehodil skozi vaš opus, pa vendarle, vem, da slike govorijo, ampak vendarle, če še vi kaj dodate. Kaj moram povedati, kaj bom pozabila. Torej, jaz se bi rada zahvalila najprej Bogu za 80 let, potem za umetniško ustvarjanje, ki mi je napolnilo življenje, potem za vse te, ki ste me tukaj pravzaprav povabili, za družino, za galerijo Družino, za vse te, ki ste prišli na mojo razstavo in za tiste, ki ste me tako lepo predstavili. Hvala vam. Hvala vam za zaupanje. Pa vabim naša nocojšnja glasbenika še za nastop. Ich frage keine Blume, ich frage keinen Stern, sie können mir
lasst ein Rauschen sein, Räder stellt euch brausend ein, an jedem bunten Wald für Wald, groß und klein, wendet eure Demut ein, wendet eure Demut ein. Du stieg ein, aus und ein, schalle heut eine Wein allein. Du stieg ein, aus und ein, schalle heut eine Wein allein. Die geliebte Brüderin ist gemein, ist gemein. Die geliebte Brüderin ist gemein, ist gemein. Mein Frühling, sind das alle deine Blümelein? Sonne, hast du keinen hellen Schein? Ach, so muss ich ganz allein mit dem seligen Worte mein. Verstanden in den weiten Schöpfung sein. Verstanden in den weiten Schöpfung sein. Lichtlein, lasst ein Rauschen sein, Räder stellt euch brausend ein, an jedem bunten Wald für ein.
alle heut eine Heimat ein. Uns und dein Schalle heut eine Heimat ein. Die geliebte Mühle ist gemein, ist gemein. Die geliebte Mühle ist gemein, ist gemein. Nein, ist gemein. Hvala lepa. Marta Jakopič Kunaver je v svojem življenju in delu tesno povezana s cerkvijo, posebej tudi s frančiškani v Ljubljani. Tudi zato vabim ljubljanskega nadškofa in metropolita Stanislava Zoreta, da odpre razstavo. Lepo prosim. Hvala lepa za povabilo, hvala lepa za ta večer in iskrene čestitke ob jubileju, ki kaže polnost ustvarjanja in nič ne kaže, da bi bilo že kaj izpolnjenega. Prihodnost je še vsa pred nami. Ko sem poslušal gospoda Dobleharja o razmišljanjih, dilemah in o vsebinah te razstave, je prišlo na misel, kako zelo potrebujemo umetnike. Namreč vsi gledamo Šmarno goro, ampak najbrž je nobene ne vidi tako, kot gospa Marta Jakopič Kunaver. In vsi smo že kdaj gledali Kornate, vsi smo že kdaj gledali otoke. Ampak naše oči dojemajo drugače. In zato pravim, da potrebujemo umetnike zaradi tega, ker moramo ta svet pogledati tudi skozi neke drugačne oči. Nam morda v gledanju na svet manjka, oči imamo, ampak potem nam manjka tisto, da to, kar vstopa skozi pogled, pride v srce. Da srce na nek način predela barve, predela podobe, predela sence in da se iz vsega dogajanja ven potem izlije molitev, ki se izlije skozi čopič, skozi pesem, skozi dleto, skozi besedo na zelo, zelo različne načine. Ta molitev. In na ta način potem umetnost začne oblikovati nas ljudi. Ker, če bi rekli, kakšen je svet, je lep, meni se zdi tako zelo lep, da stalno hrepanim po nebesih. Če je tako lepo na tem svetu in toliko lepega, kako bo to v nebesih, ki so presežna zaradi te neposrednosti odnosa z Bogom. In na tem svetu pa hkrati vemo, da ostaja tema, kakor pravi Janez v svojem čudovitem prologu, da tema, luč je prihajala na svet, tema je ni sprejela. To doživljamo v svojem vsakdanjem srečevanju s svetom in z njegovimi resničnostmi, ampak tisti pravi umetniki nam ne razodevajo samo lepega, nam tudi v tem, kar je temnega, ali pa tudi iz tega, kar zajema tema, znajo naslikati pot, ki vodi naprej v svetlobo, v luč. In zato jih potrebujemo, da razširijo naš pogled in da nas skozi pogled in skozi srce naučijo moliti ob tako zelo različnih stvarih, ki nas obdajajo. Zato hvala lepa gospe Marti Jakopič Kunaver, hvala lepa Galeriji Družina, hvala lepa vsem, ki ste sodelovali pri
postavitvi te razstave in naj bo razstava odprta, da začnemo stopati skozi poglede v srce in potem zvečer doma v molitev. Hvala lepa. Tako, s tem je razstava odprta in vabljeni, da si jo ogledate in se potem zadržite še pred dverjo.